Živijo, živijo, Peter z vami in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes smo pa v dolini Krma. Ja, čaka nas en prekrasen dan. V planu imam pa se povzpeti tukaj gor skozi Krmo, pa potem na enega od tukaj gor vrhov, nisem še nikoli bil, da se kaj vidi, nekaj se vidi, teme, okoli 2100 metrov visok, pa bom pa videl, kakšne so snežne razmere, glede na to, da je prejšnji teden kar nekaj snežil. Bom videl, tu imam tudi krple s sabo. Če bo vse po planu, pa če bo šlo tako, kot pričakujem, mogoče naredim celo krožno turo pol dol na Belo polje pa okoli na Pokljuko, ker zdaj starša pa sestra smo spet združili izlet. Oni letijo na Pokljuko en krog. Če pa ne bo tako, kot upam, se bom pa pač tle dol nazaj vračal, pa me sem pridel iskat. Ja, tale prvi del ture pričakujem kaj, da okoli 1500-1600 metrov, da bo bolj masnega oziroma da ga ne bo. Pol pa po mojem bo pa tako z ovinkom, bo pa pol metra snega takoj. Prvi del poti tlele po Krmi je za gor, grede sicer lušten, ker se ne vzpne takoj zelo strmo, ampak imaš čas, da malo mašino zalaufaš. Pol pa za nazaj se pa seveda ta vod malo vleče, vsaj meni. Je pa tle štart nekje na 950 metrih in to je izhodišče, po mojem mnenju, za najlažji vzpon na Triglav. Kar se tiče, rečemo, kombinacije med tehnično zahtevnostjo pa fizično zahtevnostjo. Reč pa, tle se lahko še marsikaj drugega napade, med drugim tudi teme, tako kot jaz danes. Kar hitro vroče rata. Pa pojmo naprej. Tukajle se začne pa ta prav vzpon. Gozd se je počasi umaknil ruševju, pa kot vidite je po poti tudi že sneg. Pogled v dolino Krma, zadnje pa Davška baba. Pred njo je pa Jerebikovec. Smo že na tej prvi planini. Pa sem že na tej drugi planini. Še en skokec kele gor, pa sem pri Prgrci. Ja, zdaj se pa začel pa tudi sonček. Kljub temu, da je bilo tudi v senci zelo prijetno, nič kaj preveč mraz, pa tudi minimalno pihal, je tole na soncu čisto drugo. Slišim pa pred sabo tudi že ene glasove, tako da zgleda, da nekoga lovim. Tukaj z Bohinjskih Harac je pa tudi ena od možnosti, da se bom pol vračal, no, če bom
sklenil, da grem na Velo polje, pa sem znal daljno pokluko. Mogoče tle čez predirkam. Dobrodošli na Prgrci. Tole smer gremo naprej. Poleti gre pa markirna pot proti Konjskemu sedlu, gre kele gor. Tukaj nad Prgrco je Werner. Tole pa Tost. Sem razmišljal, če čem že krple gor dati, pa sem sklenil, da jih bom malo višji, da bom še malo počakal. Ja, predere se je začela, tako da ni druge. Evo ga, kakšen lep pogled. Desno Tost, pa je veliki Draški vrh, tole zdaj pa mali. Tja nekam gremo. Tukaj naravno zgor je Krederca, tale pa mali Triglav. Še pogled proti Konjskemu sedlu. Tole pa tudi cel greben od Tostca pa do najbolj vzhodnega 2000 ulicih Debele peči. Kar kul, ampak vroče. Zdaj pa tle nekje bom pa zdaj zavil kele proti Rjavini, pa najdu tiste teme, pa še en vrh je tam, pa bom še videl, kam bom šel. Ampak uno smer. Tukaj naravno zgor je pa Kalvarija. To pa švicarska norc. In polet, in pozim. Nimam toliko blese, na tega le mislim iti. Me je zdelo, kljub temu, da je tale Kalvarija, res ta prava Kalvarija, me kar malo bolj vleče na Krederco, ki je veliko bližje. Ampak, ker sem na Krederci že bil, tudi pozim, že kar nekajkrat, tamle pa še ne, gremo tja dol. Še en pogled nazaj. Počasno napredujem. Tlele nad mano gor, ene glasove slišim. Tukaj drugače markirana pot gre od Staničevega doma proti Krederci. Imam pa tukaj mali izziv, ali se spustiti dol, pa tamle iti, ali se pa tlele matrati, pa ne zgubljati višine. Matrati zato, ker s krplji takole prečati, saj s temi krplji, ki jih imam jaz, je precej zoprno. Glede na to, da je tukaj takle lep teren, sem rekel, grem kar lažjo varianto. Nisem imel v planu toliko visok prijeti, sem mislil, da bom tamle dol pa pol šuke. Tako da zdaj bom pa malo razmislil, se mi da toliko spuščati, ali grem naj tukajle prek sedla proti Staničevemu domu pa na Krederco.
Tole je drugače rjavina. Jaz sem si pa kot civil krple dol dal. Zdaj pa tlele prečam. Tole je šlo kar gladko. Se ne odira preveč. Tole dol en smerokaz. In to je moj naslednji cilj. Tamle gor je sedlo pod rjavino. Tako kot sem rekel, čez je Staničev dom pol. Tukaj sem zdaj na eni turno-smučarski smerni tabli. Prišel sem pa zunajle smeri. Ja, krple sem spet nataknil, pa malo poštudiral, kaj si želim oziroma kam bi šel. Ampak po mojem se bom držal kar prvotnega plana, ampak bom pa verjetno kar vsem do sedla skočil, da pogledam na drugo stran. Zdaj pa vidimo že Viševnik. Evo, tole je pa dolina Kot dol, zadaj se pa vrata že vidijo, ne. Tisle pa kepa. To nasprot so pa Vrbanove špice. Tele malo uživam v razgledu in po glavu se mi malo podijo ideje. A bi šel kajle proti Staničevemu domu, pa Krederci, pa pol tam v krožni turi dol. Ampak se bom kar držal prvotnega plana, tako da nazaj dol, pa pol levo, pa proti Temenu, mislim, da se tako sklanja. Tole pa za kdaj drugič ostane. Zdaj plan je tak, grem tukajle po grebenu, kajle na vrh, ne vem, kje točno je, pa sem kar v krožni turi dol proti Prgarci vračal. Tole pa pogled proti Bohinju. Pogled na Rš, pa proti Bohinju spet. Glede na to, da imam do kele po moje še ene pol urce do tegale vrha, pa ratujem malo lačen, sem se kar ustavil, pa bom malo po malcu. Pa premalkrat se zahvalim je odlično SI za tele fantastične datlje, fige in vse ostale dobrote, ki me filajo z energijo tlele gor. Hvala. Drugače pa, če hočete popust na tele dobrote 15%, greste na njihovo spletno stran, odlično.si, napišete kodo v naravo in dobite popust. A se vidi, da sem malo manj lačen, oziroma da sem se malo najedel. Zdajle sem malo po pingu našel vstal del ekipe, kako jim gre, pa so na Zajamnikih. In me vprašal, kako gre tebi, pa sem rekel, ja, čez ene pol urce bom na vrhu, ne. In grem dol na vrh. Se mi še ni zgodilo, meni se zdi, da dol hodim na svoj vrh. Kaj pravite, če mi po tej strani, pa gor, ali tukaj, pa gor. Po mojem kar levo, ne, pol desno šel itak dol. Tako da, ampak tukaj naravno se pa kar strmo bo malo sopihal gor. Če imamo že sneg, zakaj pa ne bi imeli še snežnih radosti? Se saj za dol uživa, ne? Zdaj pa gor. Evo ga.
Dobrodošli na velikem vršilcu. Bolj na rob pa ne upam, ko ne vem, kva je, da ni opast. Teme, ko sem rekel, da bomo šli gor, je pa tamle. To bomo pa zdaj kakšno poletno turo pustili. Tole seveda rjavina. Zdajle se pa tudi že Triglav vidi. Sem se bal, da se ga ne boš videl danes pa tamle gor. Tamle zad možno, da se Kanjec tudi vidi. Tole smo pa vse dan že obdelali, ne. Lepo je. Škoda, ker so tele opasti. Ne morem bolj na rob, da se ni videl v krmo. Dol proti Kamniškim Alpam. Tamle pa tudi Stol. Tole je Golica. Lepo je. Rolko stegnem, če se kaj videl dol. Je kar odbit tlele. Tole pa človek ne rabi kaj dosti drugega kot tole. No ja, za kakšno urico ali pa dve. Toplo, neverjetno. Zdaj sem tle že kar dobro urico in počasi bo treba dol. Ja, neč pa pojmo dole, ne. Toliko cajta sem bil gor, pa sem pozabil selfie z vrha. Tako da je selfie malo izpod vrha. Koliko bi bilo enostavno, če pleh tlele bližnjice vžgal dol, ne? Moram pa... Pešuka. Moram pa malo naokol. To je pa to, če snimaš. Zdaj pa toliko gnil sneg, da sem bil tudi skrpli že. Predvsej vdera. Tukaj po dolinci, ki dol gre pa, mislim, da je markirana pot. Krpljati je pa res luštno takelem,
Ker si tako prav dobesedno svoboden si. Še praktično kjer češ. Tole je še ta zadnji pogled na Triglav, pa ga bomo pa samo še z doline videli. Tole nazaj, levo je Krederca tudi 2 uri, dol je pa, kako piše, Kovinarska koča 2 uri 30. Sem pa še na 1780 metrov nadmorske višine. Sem že pri Prgrci, skoraj. Si pa zdaj sploh nočem predstavljati, kaj bi bilo, če bi bil brez krpelj, ker piše, ko jaz skoraj do kolen grem tudi s krpli. Plus, te velike obročke imam gor, pa mi je šla palca že ene parka čist do podne noter. To je pa cena tega, če na vrhu uživaš urico pa pol, pa ne štartaš glih najbolj zgodaj. Juhuhu, končno spet sledi civilizacije. Tale koča ima drugače tudi zadnje strani, ima tudi bivak sobo, se pravi bivak, zasilno sobo, če vas kaj tle ujame, da se skrijete lahko noter. Hotel sem še reči, da v bistvu to turo, ki smo šli danes, sem je hotel kontra krogu delati, ampak sem tale razpoti tle gor tako izgrešil, tako da sem pol šel kar to, kar sem šel. Zato sem na začetku rekel, da mogoče tamle od vodnikovega doma gor prišel, ker če bi šel čez, pa pol mogoče na konjščico dol, pa glavno, ampak je kar je, ampak je bil in je še vedno vrhunski izlet. Tako da pa tudi za dolni hec, treba orang delati. Lepo plazišče. Medtem sem si pa tudi že kar plesnil. Res, koliko hitro snega zmanjkuje, je neverjetno. In takole se je končala zimska pravljica. Mojem, da sem bil na temule gor. Ko pa to, ker gre danes prva majica v naravo, v tujino, sicer na Hrvaško, v Čakovec. Tisti, ki ste tujine, pa če bi radi naročili, mi sam po mailu pošljite, ker na spletni strani ne bo šlo.
pa se bomo vse zmenili. V teli hiški smo pa let pa pol nazaj prespali, ker smo šli na Triglav. Tukaj sem pa jaz malo usedel, pa počakal svoj prevoz, ga je Gojzdre dol dal. En je imel isti namen, kaj jaz, pa sam da ga je pozabil. Glih usedel sem se, pa so prišli. Ja, vrhunska tura. Res še ena zimska pravljica. Toliko toplo leto še nisem imel v hribih. Mislim, skozi sem bil v kratkih rokavih. Tudi gor, ko sem bil tisto urico pa pol, mi je bilo v bistvu vroče skozi. Drugače tehnično čisto nič zahtevna, fizično pa tak kar konkreten zalogaj. Sploh zaradi razmer tudi za nazaj. Pa višincev sem malo več naredil, kot jih bi lahko, ampak nič za to. Vse skupaj pa je pa vredno iti, no. Zdaj za pozim morate biti kar pripravljeni, za polet pa je pa tole taka res luštna tura in jo bom šel v malo drugačni obliki sigurno še prehoditi. To je to. Zahvalil bi se rad še vsem, ki me podpirate na tak in drugačen način. Pa lepo, da ste z mano ostali do konca. To je to, upam, da ste uživali. Imejte lep dan še naprej, v naravo pejte, radi se imejte, pa probajte uživati. Se kmalu vidimo. Čau.